Evo, končno je Sloveraj ugledal luč. To je nova knjiga za sloverajce, ko bomo imeli novo zemljo, nove krožnike, nove okrasitve na krožnikih z mavričnimi barvami, zelo hitra okrasitev z cvetovi. Užitnimi, zdravilnimi, 61 različnih cvetov od spomladi do jeseni sem uspel sestaviti na različne krožnike, 48 različnih krožnikov od spomladi do jeseni. In raj se začne na krožniku, to ga imate vsi lahko, mavrične barve. Takole izgleda tale knjigica. Knjigo lahko naročite na rodovni-vrtickar@proton.me. Jaz bom ta naročila sprejemal, dokler ne bo številka toliko velika, da bom pokril tisk. Tisk ni poceni. Zdajle vam bom predstavil še kazalo vsebine. Takole mavrične barve cvetov na krožniku. Kako posaditi raj na rodovni posesti. Potem imamo, kako nazaj v raj. Za raj na zemlji treba storiti dve stvari. Prva je po Anastasiji posaditi, druga pa po Jezusu se obnašati do soljudi in do narave, da ta raj obstane, drugače lahko v enem dnevu gre. Kako sem ustvaril raj Sloveraj, to je moja posest 2025. Zaščita rodovne posesti pred umetnim vremenom. Na svoji zemlji, zakon o rodovnih posestih v Sloveniji, primer, kako priti do svoje zemlje. Zakaj ne bi jedli cvetov, vprašanje in razlaga. Začetek okraševanja jedi z mavričnimi cvetovi, kako sem jaz začel. Potem sem opisal tudi družbo, kako izgleda 50 odtenkov sive, že kako nam umetno delajo depresijo. V avtoindustriji, vidite, na cestah in v oblačilih. Črna barva v restavracijah zdaj je zelo popularna ratala in je skratka nehigienična, tudi sem opisal. Potem vam razlagam, kje dobim mavrične barve cvetov za okrasitev jedi. 50 odtenkov cvetov mavričnih barv na krožniku. Potem sem opisal še, napisal tudi vtaknil noter poglavje o čakrah, o energetskih središčih našega telesa, ki so povezane z našimi organi, z našimi čustvi in so tudi v 7 barvah. Tako da te cvetove, ki jih boste jedli, vam bojo podpirali vaše energetske centre in boste imeli boljše psihično in fizično zdravje. Potem pa zadnje opozorilo, kako to izgleda, če te cvetove ješ, in potem pride 48 različnih krožnikov okrašenih s 3, 4, 5, 6 različnimi barvami, mavričnimi. Ta okrasitev je zelo hitra in tudi zelo lepa za pogledati. Potem so 3 jedi, sem vam dal noter moje recepte, tiste specialitete, ki sem jih uspel v zadnjih letih si sam zmisliti oziroma po navdihu Svetega Duha, bom rekel, višje sile. Potem sem vam dal noter priporočila, kako si zasaditi gredico in te cvetove vzgajati, da boste imeli celo leto, katere rastline vam dajo celo leto določeno barvo. Razpredelnica barv in rastlin po mesecih, katere rastline po mesecih rastejo, katere barve. Razpredelnica rastlin po barvah, zdravilnem učinku, okusu in vonju. Vpliv barv na duševno, telesno, energijsko in čustveno stanje ena razpredelnica. Potem pa še abecedni seznam z latinskimi imeni. Za konec pa še gostincem in gostinskim šolam, natakarjem priporočilo, kako predstaviti take jedi z okrašenimi cvetovi. To je najvišja oblika kulinarične umetnosti. Za moje pojme, jaz sem naredil gostinsko šolo na Bledu in mi smo takrat namesto okrasitve s cvetovi
uporabljali pač barve, ampak smo recimo korenčke razlijali v oranžne cvetove, zdaj pa lahko samo trgaš ognjič in imaš oranžno barvo na krožniku. To je vsebina, tukaj se pa začnejo potem jedi. In tudi ti okviri so zelo lepi, tako da je knjiga zelo prijetna, enostavna. Tukaj imate sestavine po barvah v vsaki jedi napisane. In to je začetek, da Slovenija postane kulinarična velesila z okraševanjem cvetov, ker tega v Sloveniji ni, tudi v Evropi ni v takem obsegu. Vse rastline so zdravilne, jedilne in tukaj so pa še napotki o zdravilnih učinkih. Skratka, knjigo dobite po kontaktu z mano, Rodovni Vrtičkar. Rodovni Vrtičkar @proton.me, telefonska številka je spodaj. Jaz se ne javljam na neznane številke, tako da če je v zvezi s to knjigo, mi pošljite SMS. Lep pozdrav, upam, da se bo dosti ljudi javili do 1. maja, da boste lahko že, oziroma do 1. aprila bom čakal, če bo dosti prijav, da se stroški pokrijejo s tiskom. Potem bomo šli v tisk in boste imeli za 1. aprila, ko boste kupovali sadike in semena, že to knjigo v rokah in junija boste lahko začeli okraševati svoje krožnike z marčnimi cvetovi. Evo, dobra novica, lepo se imejte.